Čakaj, kaj pa se sploh dogaja? Začnimo lepo na začetku. Če se spomnite iz prejšnjega vloga, imamo na obisku dva prijatelja, ki sta se iz Slovenije pripeljala s svojima kužkoma. Pripeljala sta se starim kamionom tam, 110 T7 BV. V resnici se je zgodba začela že par dni prej, ko nas je zajel pravi snežni vihar, res je ful snežil in tudi ful pihal, tako da so nastali pravi zameti. Nekje je bil skoraj 1 meter snega, nekje ga praktično ni bilo, ker je celotnega odpihnil. Na oknih se je nabiral sneg, streh je padal, ker je bil čišči suh, tako da je bilo res fino to vse skupaj opazovati od not, ampak vsem pa smo mogli tudi ven in preveriti, kako je preživeti v takem vremenu. Evo, tole je glavna vaška cesta, ki je tudi nesplužena, ampak je malo manj snega, ker je vsem zvožena. A uživaš? Ja, to kar gre drugače ful boljše, kakor sem pričakoval, da bo ful dobro. Tukaj bo zdaj kar klanc dol, tako da se bom jaz odmaknil, pa pejta vidva naprej, ker sta bolj težka, ker še ne vemo, koliko se bosta lahko ustavljala, da se ne bomo kaj zaleteli. Ja, ampak se bom v redu ustavil, ne, te ne skrbi. A što je bil klanc navzgor, pa je bilo čisto kontrolirano? Ja, se verjamem, sem tako, da malo potestiraš mogoče tudi na klancu. Ok, v redu. Tak povej, kdaj gremo naprej. Bova kar štartala. Tudi več snega postaja, ker gor prihajam. Zdajle tudi v prvi voz pri 2 ure 300 obratih, tako da tega pri normalni vožnji ne dela. Sem se pa tudi počel poznačati, poraba je skoraj 16 litrov na 100 kilometrov. To bo v resnici zaprli. Zdajle pa že ekstremno plužmo. Šel še ti probat naprej po štelem snegu. Do zdaj sta s Tamom delala gas, zdaj bova pa še probala midva Škodo, da vidimo, če bo šlo tudi po brez kolesnic. Enih 25 cent je tlele, ker smo se zdaj gor na hrib dvignili. Ker gre.
Tlele smo dali Nastjo za merilo, kakšni nanosi snega so tukaj. Bomo zdaj še tle malo probali, kako gre, če bomo kaj splužili. Nastja je pa kaj en otrok. Nastja, To namenjeno, res. zgleda pa, da zelo uživaš. Ma, trikrat sem rabil gaziti, ker s polnim gasom, ampak po tretje je šlo, da smo dali do kolen visok zamet odrinali s tole Škodo, tako da zaenkrat sva zelo zadovoljna. Tam pa itak nima nekih problemov, no, za njega je to bolj mačji kašelj. A boš malo probala, Nastja? Ja, me zanima, kako je, če te začnem odnašati. Se moram navaditi, če hočem na Švedskem živeti. Ja, je treba dobiti izkušnje v kontroliranem okolju. In Nastja, kakšni so vtisi tlele, malo več napihanega snega spet? Zabavni. Je zabavno? Ja. Fajn. Nič se ne vidi. Tole so kar ultimativne razmere. Ja, še dobro, da so palce, da sploh vidimo, kje je cesta. Ja, res, tle brez palc sploh ne bi vedel, kje furaš. Tlele tale gospod ven ne more. Čist je noter je probal, pa ga je sam bolj bočno v jark stisnil. Tako da zdaj smo malo odmetali. Zdaj ga bomo pa s tamom ven potegnili. Pa smo dobili avanturo. Ja, daš malo naprej. Ja. Zdaj pa ne ve, kje ima kljuko za potegniti. Damjan, a si dobil svojo avanturo? Se je začelo, ja.
Pa je rešeno. Zdaj pa naprej. Mogoče se še kaj dogodi. Na koncu smo vsi srečno in varno prišli domov, je pa potem še naslednje 3 dni kar konstantno snežil. Sicer, ker smo od noter gledali in tudi, ker smo bili zunaj, zelo nismo imeli občutka, da toliko sneži, ker je padel res droben in suh sneg. Ampak vsako jutro smo ugotovili, da se ga je čez noč 10 cm novega nabral, tako da smo bili res ful presenečeni, kako se hitro nabere, čeprav ne zgleda. So pa potem sledili tudi lepši dnevi, tako da je vse skupaj postalo sam še bolj idilično. Na dan, ko smo šli v mesto pa na kupih, pa je spet začel zvečer ful snežiti, tako da smo se domov vračali v pravem snežnem metežu. Jaz, Rok in Tonja smo se glih škodo vrnili domov, ko smo Damjana dobili sporočilo, da je s Tamom pristal v jarku in da rab traktor, ki bi ga potegnil ven. Rok se je po pomoč takoj odpeljal do domačina, ki pluži z ceste in ima doma to veliko mašinerijo, tako da smo vedeli, da bo lahko pomagal. Nažalost ni slišal trkanja po vratih, zato je Rok potem šel do njegove hčerke, ki ga je poklicala po telefonu in ga tudi dobila. Zaradi nizkih temperatur je mogel prvo vklopiti gretje motorja, tako da se lahko na cesto odpravil šele po 45 minutah. Poleg tega je potem kar nekaj časa trajalo, da je prišel dejansko do kraja nesreče, ker je bilo to par kilometrov ven iz vasi. Midve s Tonjo so pa v tem času se že odpravile tja škodo in Damjana res našle zakopanega v jarku. Pomirjeni, da ni bilo posledic ne za Damjana, ne za Tama, smo se odpeljali domov in 500 metrov pred domom je Tam na žalost spet končal v jarku. Res je bil ful nagnjen in midve s Tonjo so bile prepričane, da se bo prevrnil, ampak Damjan je vztrajal, da se bo iz te zagate tokrat rešil sam. Čist je postran, čist. Nažalost je kmalu postalo jasno, da mu to ne bo uspelo, zato smo spet potrebovali pomoč. Gospod, ki nam je prej pomagal, je bil še vedno na poti domov, zato ga nismo mogli poklicati. Spet smo se mogli obrniti na njegovo hči, da ga je poklicala, da se je potem že na poti domov obrnil direkt k nam in nam pomagal v čim krajšem času.
No, na srečo se je tudi drugo vse super končalo. S Tamom ni bilo nič narobe, z Damjanom tudi ne. Bil je sicer stresen večer, ampak mislimo, da smo se vsi veliko naučili od tega. Če ste uživali ob gledanju tega vloga, pa bova ful vesela, če ga delite, komentirate ali pa všečkate. Še bolj vesela pa bova, če nas podprete tudi na Patreonu, kjer boste dostop do vseh vlogov dobili še veliko prej.